Torej, vsem lep pozdrav in danes bomo imeli to prvo predstavitev knjige z naslovom Reaktiviranje kritičnega mišljenja sredi nekropolitičnih realnosti za radikalno spremembo. Zelo me veseli, da je Jovita Pristovšek sodelovala tudi pri tem projektu, skupaj sva uredili kar nekaj knjig in to je zadnja, ampak verjetno bo še kakšna prišla. Torej, današnji dogodek je za, bi rekla, prvo osnovno predstavitev v slovenščini in sicer v matični inštituciji. Zakaj pravim matični inštituciji? Zato, ker ZRC SAZU nam je omogočil pravzaprav mesto, vsaj nama dvema, za to delo, za to raziskovanje in hkrati knjiga je izšla v okviru raziskovalnega programa z naslovom Rekonfiguracija meja v filozofiji, politiki in psihoanalizi. To je projekt ZRC SAZU, ki ga vodi dr. Jelica Šumič-Riha, torej na nek način tudi to poslanstvo raziskovanja je pokrito s tem knjižnim projektom. Danes nas najbolj v bistvu veseli, da so avtorice tekstov iz Slovenije, iz Ljubljane tukaj z nami in to je tudi eden od najbolj pomembnih vzvodov, zakaj še to delamo, zakaj se danes pogovarjamo, ker jasno v prihodnosti bomo imeli veliko več predstavitev v angleščini z vsemi avtorji te knjige. Ampak bom predala besedo takoj doktorju Otu Lutharju, mogoče da pove kakšno misel, da nam se pridruži, ker je eden od tistih podpornikov našega raziskovalnega dela, ne samo v povezavi s to knjigo, ampak na splošno, in še več jih je in bomo jih omenjali potem proti koncu. Hvala za to presenečenje. Moja beseda več, jaz sem vesel, da sta zdržali skupaj z Jovito ta tempo in da vam uspelo še za eno knjigo in se postavili, da ste preteklovali. In upam, da bomo lahko prisostvovali še kakšnemu od takšnih rezultatov, naj se v obliki diskusije ali v okviru knjige ali posebne izdaje kakšne revije. Ne nazadnje, v zadnjem letu se mi zdi, da se tudi znotraj hiše vsaj v enih delih reaktiviralo kritično mišljenje, in zato sem še posebej vesel. To je največ, kar lahko rečem. In se zahvalim za vaše delo. Ja, najlepša hvala. V bistvu to je zelo lepo povedano, ker je res, da je to knjiga, v kateri sodeluje veliko nekdanjih študentov podiplomske šole, ki so zdaj doktorji, ki objavljajo, so aktivni in to tudi je eden od tistih točk same ideje izdaje te knjige in dela znotraj ZRC SAZU. Jovita, predajam ti besedo, da nas popelješ čez prvi del vsebine. Tako. Hvala, Marina. Hvala, Otu. Torej, pred vami je vsebina, avtorji z naslovi člankom. Sama knjiga Reaktiviranje kritičnega mišljenja sredi nekropolitičnih realnosti za radikalno spremembo izvira iz želje in potrebe po ponovnem pretresu pojmov prostora, časa in subjekta skupaj s strukturami rasnega nasilja, plenjenja in izkoriščanja, ki vztrajajo vse do danes, te so se zaradi pandemije COVID-19 le še zaostrile. Sredi različnih spektrov nekropolitičnih realnosti, ki so bili nekoč rezervirani za kolonije in kasneje za kolonialno periferijo, zdaj pa se porajajo v središču tako imenovanega prvega kapitalističnega sveta, ta knjiga za svoje izhodišče vzame idejo zbrati kritične spise, ki pričajo o praksah, ki iščejo načine za radikalno preobrazbo sveta, v katerem živimo. Cilj knjige je ponuditi radikalen pregled tega, kar nova generacija mislecev proizvaja v določenem geopolitičnem kontekstu, na osi, ki se razteza od Avstrije in Evropske unije globoko na Balkan, pa tudi na osi, ki vodi do globalnega sveta.
Izhodišče te knjige je torej vprašanje, ali obstaja pluriverzalna generacija piscev, za katere ni nujno, da med seboj sodelujejo ali se poznajo, ki pa vendarle v tem trenutku tvorijo radikalno strukturo, ki je virusna v smislu produkcije misli in premišljuje sedanjo globalno rekalibracijo družbenih odnosov, ki jo je povzročila nekropolitična in nekrokapitalistična vladnost na globalni ravni. Ta ni le pospešila in intenzivirala neenakosti, mnoge od njih globoko zakoreninjene v kolonialni zgodovini, pač pa tudi izničila pogoje življenja in popolnoma zanikala pomen življenja kot takega. Knjiga je rezultat programskega in zelo angažiranega sodelovanja, kar združuje to os, ki se razteza med Mehiko, Slovenijo, Avstrijo, Korejo, nekdanjo Jugoslavijo, Turčijo, ZDA, Španijo, Nemčijo, Izraelom in Japonsko, so pisanja in prakse, ki si prizadevajo zasejati idejo drugih svetov, svetov, ki so podobni, a vendarle različni, torej svetov, ki bi lahko sobivali v medsebojnem spoštovanju in pripoznanju. Knjiga se ukvarja s širokimi temami: rasizacija, ekstrakcija, subjektivnost, nasilje, čas, realnost, smrt, meso, epistemologija, fetišizem in nenazadnje dostop in prag. 24 pozicij, združenih v tem zvezku, presega geografske meje, pojmuje svet kot eno samo entiteto in razvija strategije za radikalne spremembe. Te pozicije so predstavljene v 5 podpoglavjih z 2 razmejitvenima črtama. Eno za vstop, izum in potencialnost, drugo za mračni prag. Zbirka torej združuje generacijo piscev na osi radikalne, filozofske in kritične misli. Kritične spise zbrane v tej zbirki žene imaginacija, ki presega meje cone udobja akademskega pisanja tako po vsebini kot po obliki. Zajete teme pa vključujejo trans, tehnologijo, okužbo, kapitalizem, nekropolitiko, performativnost in politično ekonomijo. Torej, kot sem že na začetku povedala, je ta knjiga v bistvu, ima svojo zgodovino. Zgodovina te knjige prihaja, kot je že bilo nekako pokazano v tem uvodnem premišljevanju, prihaja iz nadgradnje različnih diskurzov, torej raziskovalnih načrtov, sodelovanj, delanja doktoratov in tako naprej. V bistvu, če bi se vprašali na nek način, kaj ta knjiga želi, jaz bi rekla, da je njen podnaslov, ki se glasi za radikalno spremembo, ključen. Na nek način gre za spreminjanje sveta. Zdaj, kako bi to opredelili? Knjigi gre za reaktivacijo teoretičnega mišljenja, kritičnih diskurzov in praks, ampak tudi gre za možnost razmišljanja o emancipatorni politiki. Čeprav vedno rečemo, in tudi to je napisano v tem uvodnem tekstu, da je vprašanje, ali emancipacija še naprej deluje, kot je delovala v prejšnjem stoletju. Mogoče treba izmisliti eno novo ime ali na novo redefinirati politično emancipacijo. Nekaj teh zadev, ali bi rekla takih vprašanj, ki smo si jih postavili, so: kakšne so poti, strategije in načini konceptualizacije spremembe, ne, če nam že gre za spremembo. Potem, ali med različnimi strategijami naredimo neko povezavo in če te strategije spremembe, ki jih ponujamo, v bistvu naredimo opremljive, da niso samo teoretične, ampak da imajo neko materialno težo, da z njimi dejansko spreminjamo. Potem, kot sem rekla, je to vprašanje modernizma in emancipacije. Živimo v času neoliberalnega globalnega kapitalizma, nekrokapitalizma. Vprašanje je zdaj, kako bomo to spremembo imenovali. Potem nas zanima, v redu, če govorimo o emancipaciji, ta je še ostala tukaj, ali se ta repolitizira, torej dobi nek politični naboj in ne samo teoretične podmene. In končno, v bistvu, tisto, kar nas je zanimalo in kar je k čemu stremi ta knjiga, je, če govorimo o spremembi, kakšna je vsebina te spremembe in kakšno obliko bi imela. Torej, tisto, kar pride po spremembi, je politično delovanje in zanima nas, kakšno bo, če bo to politično delovanje, kako bo izgledalo, če se bo to zgodilo.
Torej, več je teh relacij znotraj različnih sodelovanj, o tem piševa tudi v uvodniku. Ogromno je bilo nekih raziskovalnih projektov, knjig, ki so se dogajale vmes med delom na tej knjigi, tudi izdaje so bile že prej narejene in v bistvu različni ti projekti so bili vir naknadnega sodelovanja, torej da kontaktiramo avtorje in avtorice in da v bistvu rečemo, v redu, to nas zanima in bi želeli v bistvu narediti še en korak naprej. To bi bilo nekako v samoj strukturi, kako se znajdemo tukaj, kje smo, kako smo sploh prišli do te knjige in kot je bilo povedano, nekateri avtorji, večina jih sploh ne ve eden za drugega fizično, ampak v bistvu vedo, da to obstaja, ker se berejo. Ne? To je najbolj pomembna stvar. Dam ti besedo za naprej. Preden predava besede avtoricam pričujoče knjige, bi se kot urednici želeli zahvaliti izobraževalnim in raziskovalnim ustanovam, ki so prispevale k nastanku te knjige. Prva zahvala gre seveda založbi Cambridge Scholars Publishing in komisijskemu uredniku Adamu Rumensu. Ključni sta tudi dve podporni instituciji in vira stalne izmenjave, ki sta ZRC SAZU in Dunajska akademija za likovno umetnost. V tem pogledu je bil direktor ZRC SAZU, profesor Otto Lutar, stalni partner pri številnih projektih. Filozofski inštitut ZRC SAZU pa je tudi pomemben prostor za raziskovalno delo. Zahvala gre seveda tudi Dunajski akademiji za likovno umetnost in njenemu rektorju Johanu Hartlu. In nenazadnje bi se radi zahvalili tudi številnim prijateljem, s katerimi smo sklenili zavezništva in nas podpirajo že vrsto let. Ob tem specifičnem dogodku pa gre seveda ponovno posebna zahvala direktorju ZRC SAZU dr. Ottu Lutarju, profesor dr. Jelici Šumič-Riha, docentu dr. Tadeju Trohi, magistru Mateju Ažmanu in seveda Ireni Nagrič. In zdaj bomo v bistvu začeli s tem centralnim delom in sicer avtorice v knjigi bomo prosili, da pač povejo zelo na kratko, o čem govori prispevek. Ne? In začeli bomo z dr. Majo Breznik, ki je prevajalka in raziskovalka na Mirovnem inštitutu v Ljubljani. V bistvu je tudi vodila ali sodelovala pri več kot 20 slovenskih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Ukvarja se z družbeno-kritičnimi sociološkimi raziskavami dela in delovnih razmer, privatnih trgov dela ter raziskavami z področja kulture in umetnosti. Je avtorica, soavtorica in urednica več knjig in tudi njeno delo v bistvu predstavlja kar obširen opus teh raziskav. Prosim, Maja. Najlepša hvala za besedo. Jaz nisem sodelovala pri knjigi od samega začetka, v bistvu sem bila zadnji pa daleč, če se ne motim. Ko sem dobila knjigo, ko sem pobrala študije, sem bila pa še dodatno počaščena, da sem bila povabljena. Ker v primerjavi z ostalimi teksti se moje besedilo je videti staromodna sociološka študija v primerjavi z članki, ki gledajo na kapitalistične odnose z samoumetnostne prakse. In ker vemo, da umetnina je drugotna obdelava ideološkega materiala, se pravi predelava, so študije v knjigi si lahko privoščile veliko več svobode, kot pa je običajno v raziskovalnem delu običaj. In tudi, kar sem lahko opazila iz branja, je tudi narava in življenje konceptov drugačna, ki lahko prehajajo iz ene te drugotne predelave ideološkega materiala na drugega in je njihov kriterij ustreznosti v bistvu primerjava podobnosti med posameznimi. Tako da v tem primeru ste veliko bolj svobodni in veliko bolj lahko tudi kreativni. Skratka, moj prispevek se mi zdi tradicionalna sociološka analiza delovstva, ujema se pa z osnovno tezo v knjigi o nekrokapitalizmu. K temu jaz dodajam tezo, ki je
bolj podrobno pojasnjena v knjigi Mestno delo, ki je šlo pred nekaj meseci. In sicer, da svoboda kapitalistov, da akumulirajo kapital, temelji na nesvobodi tistih, ki proizvajajo vrednost. In da kapitalizem sam ni sposoben več progresivnosti, ampak se lahko reproducira samo z uničevanjem dosežkov človeštva, oziroma, kot vidimo v zadnjem času, celo še hujše z vojnim hujskaštvom. To je edina perspektiva, ki jo imamo pred sabo, in taki prispevki morajo vrniti to zgodovine. Zdaj pa samo še kratko besedo mogoče o mojem prispevku. Se ukvarja z nekim čudnim pojavom, namreč da države bolj ko so na videz odločne v boju proti prekarizaciji, več prekarizacije imamo. Tako da to trende lahko sledimo že 20 let. Glavna teza mojega prispevka pa je, da ni problem več samo prekarnost, če prekarnost seveda razumemo kot odstopanje od nestandardnega dela, ki je naposled, ki je mogoče strašljiva za osebo, ki je v takem položaju, vendar je še vedno v mejah zakonitosti. Imamo zapraviti z še hujšim pojavom, kot je deformalizacija, to je zaposlovanje ljudi v pol neformalnih oblikah dela, in te oblike so naposled nezakonite. Če dam primer, to je v Sloveniji to približno 5% prebivalstva, rekli boste malo, vendar se ta odstotek povečuje in ima trend rasti, skratka je poleg prekarnosti napoveduje popolno degradacijo delavskih pravic. Da vam bo mogoče jasno, to so študentska dela, 2/3 študentskega dela je te pol neformalno delo, navidezno samozaposlovanje in prisilno delo s krajšim delovnim časom. Nimam časa za podrobno, knjiga je tukaj. In čeprav zakon brani te delavce pred deformalizacijo, uradne inštitucije gledajo strani in delavcem je prepuščeno sami sebi, da iščejo pravico na sodiščih. Rezultat tega je konec univerzalnih delavskih pravic, delavka in delavec se morata samo boriti z pravim fetišizmom. Vemo, da v takem boju delavci lahko zmagajo sicer individualno, vendar pa so naprej izgubili kot delavski razred. Hvala lepa. Ja, najlepša hvala. Res je, zelo vse na kratko, ampak danes je bolj ta manifestativni del, vem, da bomo prišli nazaj. Hotela sem reči, da ni res, da si prišla na koncu. Ne, zaradi tega, ker v bistvu je res, da znotraj tega imamo prav to podmeno, te politične ekonomije, bi rekla, te ideje, da ob umetnosti in digitaliziranem svetu in protestih imamo v bistvu relacijo med kapitalom in delom. In kot je možno videti, tudi nekateri teksti odgovarjajo mogoče na neki drug način kot forma naravnost na to, kar je postavljeno v tvojem tekstu kot centralno. Posebej smo bili veseli, jaz moram reči osebno, tega teksta, ker je dejansko to, kar se dogaja in kako si to opisala, eden od ključnih elementov tega nekropolitičnega sveta. In mislim, da je to tema, ki je stalnica in da treba na nek način razumeti prav to, kar ti delaš. Te spremembe, za katere vedno mislimo, da so iste, v bistvu so pa vse bolj in bolj radikalizirane in v svoji formi in v svoji vsebini. Ja. Hvala tudi z moje strani. Naša naslednja govorka je dr. Nina Cvar. Doktorirala je na podiplomski šoli ZRC SAZU, je raziskovalka na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in asistentka na oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Med letoma 2008 in 2017 je delovala kot filmska kritičarka in napisala več 100 filmskih kritik in esejev. Je tudi avtorica monografije Digitalna podoba in globalni kapitalizem, tehnologija, politika, upor, ki je šla leta 2021 pri založbi Sofija.
Naslov njenega prispevka v knjigi je Transformacija iz kapitalističnega realizma v brutalistični neoliberalni nekrokapitalizem, primer Slovenije v obdobju COVID-19. Nina, izvoli. Najprej hvala lepa za povabilo in seveda tudi za povabilo danes na tole otvoritev knjige, za katero sem tudi sama zelo vesela, no, da je moj prispevek njej. Kar se tiče mogoče samega besedila, besedilo bi nekako strukturirala na 3 temeljne ravni. In sicer ukvarjala sem se z vprašanjem subjektivitete in produkcije subjektivnosti znotraj pogojev reproduciranja samega kapitalističnega načina produkcije. Kot tretja raven, ki preči te 2 ravni, pa je seveda tehnologija, predvsem v odnosu do digitalizacije in dispozitiva digitalnih tehnologij. Kot en tak, kako ne rečem, krona pa seveda dogodki zadnjih 2 let in pol pandemije COVID-19. Zdaj, kar se tiče samih avtoric in avtorjev, na katere sem se poglavitno naslanjala, v resnici gre v bistvu za neko kontinuiteto dela, ki sem ga že začrtala v doktorskem študiju in potem tudi v raziskovalnem delu monografije. To je predvsem premišljevati te neke preobrazbe, kot smo že slišali, kapitalizma, predvsem v odnosu do nekrokapitalizma. In v tem oziru bi izpostavila seveda avtorico Marino Gržinič, Achilla Mbembeja, Bobija Banžerija, skratka cela ta neka zgodovina, ki se izpisuje za to, kako ne rečem, zakrito ravnjo reprodukcije kapitalizma. Kar se tiče potem še drugih avtorjev, bi seveda izpostavila predvsem nekaj, kar je februarja 2020 pravzaprav izdal Achille Mbembe, to je vprašanje brutalizma in v bistvu še te neke intenzivnosti kapitalizma v smislu trašizacije, da pravzaprav vsi mi postajamo smeti, odvečne smeti, kar se je zelo dobro videlo tudi v zadnjih 2 letih in pol. In kot tretje, kar se tiče tega tehnološkega aspekta, seveda vprašanje digitalnega ni več vprašanje, ampak je tukaj in pravzaprav predvsem tudi radikalno pospešuje vse te procese, kar je tudi Jovita prej izpostavila, rasizacije, upravljanja s človeškim in dejansko nas postavlja kot vprašanje, kaj to je, ampak na potenco. Zdaj, mogoče sam nekaj, ker ni toliko časa v smislu poglobljene analize prispevka, vabljeni k branju, pa bi vendarle delila strukturo prispevka. Torej, kot neko osnovno vprašanje, kot sem že izpostavila, je predvsem bilo razmisliti in premisliti to preobrazbo, pa vendar jo postaviti spet v neko genealogijo, v neke genealogije. In v tej luči sem prispevek strukturirala na 6 temeljnih poglavij. In sicer zanimalo me je pravzaprav to, kar je Giorgio Agamben delal sicer 15 let prej z analizo poskusa izjemnega stanja, vendar tukaj v bistvu postavim tezo, kjer se je pravzaprav v resnici Agamben v svojih analizah COVID-a ustavil. Trdim, da v bistvu lahko spremljamo pri pandemiji vprašanje, predvsem upravljanja pandemije, ponovnega zagona izjemnega stanja. Drugo poglavje je skušal osvetliti kalibracijo starih suverenih praks, kar je spet nekako agambenovsko, pa hkrati poskuša v bistvu misliti onkraj tega. In v 3. poglavju izrisujem genealogije COVID-19, v 4. poglavju se v bistvu ukvarjam s kritiko Agambena, predvsem v smislu neoperativnosti, ki jo pač lahko zaznamo v njegovem filozofiji. In tukaj v bistvu predvsem izpostavim, da seveda gre vedno za to, da je življenje politično in političnost. V sklepnem delu pa v bistvu razmišljam o študiji primera Slovenija, ki se je dejansko izkazala kot primer tega nekega brutalnega nekrokapitalističnega nasilja, pa vendarle spet ni to izven nekih zgodovinskih kontekstov, vendarle zgolj nadaljuje kontinuiteto pravzaprav že iz 90-ih let z seveda izbrisom. In v 6. poglavju skušam misliti onkraj, to, kar je tudi bilo izpostavljeno, da je na nek način tudi
ena izmed osrednjih rdečih niti knjige, kako pravzaprav zmislijo to stanje trašizacije, če se naslonim na Membeja in grem pravzaprav v neko kritiko lastne pozicije, neke recimo temu levičarske melanholije in jo poskušam postaviti v bistvu tudi v konteksti neke recimo temu spremenjene subjektivitete v pogojih na eni strani postresnic, fake news in tako naprej, ki pa je pravzaprav zgolj neka epistemska podlaga tudi za vse to, kar smo spremljali v odnosu konec koncev komuniciranja znanosti v kontekstu pandemije COVID-19 in konec koncev tudi vojne v Evropi, ki jo lahko pač, ki je z nami zdaj. Tako da s tem bi mogoče zaključila. Hvala in v bistvu je, ker teksti so pisani v angleščini, kar je dodatno pomembno zaradi mednarodne skupnosti, bralcev in tistih, ki jih to zanima, ki berejo. Hkrati je pa tudi zelo na nek način pomembno razmišljati, kako bi te zadeve prevedli v slovenščino, ne? In ta trašizacija mi je zelo všeč, da kot uporaba, ne? To, da se spreminjamo v smeti, ne? Ker delajo z nami karkoli hočejo, nas mečejo v koše za odpadke in tako naprej. In mislim, da je tudi zanimiv način prevoda. Jaz bi zdaj pa šla tretji avtorici, ki je magistra Vesna Bukovec, ki deluje na področju sodobne vizualne umetnosti, je članica umetniške skupine Kolektiva, ustvarja v različnih medijih, risba, videoinstalacije in pri tem uporablja različne postopke, raziskava, apropriacija, participacija in imela je vrsto samostojnih in skupinskih razstav, je v bistvu ena od temeljnih, jaz bi temu rekla, umetnic v slovenskem prostoru, nove generacije in ko sva razmišljali z Jovito glede ovitka, ne da bi bilo ta ovitek prazen, nismo ga hoteli napolniti katerokoli fotografijo. Hoteli smo v bistvu, da bi Vesna prispevala to, zaradi tega, ker so tvoje risbe, o katerih te prosim, da nekaj poveš, ampak risbe, ki so nastale v namen te spremembe, ki si v bistvu sledila protestom, petkovim protestom in tam smo se nekako dobivali in tako. Mislim, da je ta cel opus, ta serija izjemno pomembna, da je en poseben pridih in pomen celi tej knjigi. Torej, če lahko še kakšno besedo poveš, prosim te o tvojem... Želela pokazati slike. Ja, hvala, Marina. A boš lahko ti naprej dala, te bom prosila. Jaz bi se najprej zahvala vama, da ste me povabili k sodelovanju. Moram reči, da sem zelo počaščena. Bila sem tudi slušateljica vajinih predavanj tukaj na inštitutu, tako da so mi bile tudi v velik nek navdih. Mogoče bi pa zdaj malo povedala o teh pač mojih risbah, ki jih že nekaj let delam. To gre za različne serije. In sicer kar nekaj sem jih naredila na temo protestov, v katerih sem želela izpostaviti sporočila, ki izražajo vizijo in upanje na boljšo prihodnost. In serijo In vendar me briga iz leta 2019 sem se osredotočila na situacije, ko so se na protestih sporočili ali pa s svojim telesom izpostavile ženske. Gre za serijo 15 risb iz različnih časovnih obdobij, ki so nastale po znanih ikoničnih fotografijah ali pa viralnih posnetkih, ki so krožili po spletu. Recimo, to je Rosa Parks, ki je zasedla avtobusni sedež. Predtem je bila Emmeline Pankhurst, se pravi znana sufražetka, ki je protestirala pred parlamentom v Londonu in tam se dejansko jo je policija fizično odstranila iz mesta protesta, ker se mi zdi enkratna primerjava pač glede na proteste, ki smo jim bili priča zdaj v zadnjih 2 letih v Sloveniji. Potem recimo to je tudi znana ikonična fotografija, mislim, da iz leta nekje v začetku 80-ih. In gre za shod neonacistov, kjer je Danuta Danielson pač spontano odreagirala in je pač mahala s torbico tega neonacista in je ostala ovekovečena na fotografiji.
Potem tukaj je recimo primer ene zelo kar znane najstnice sicer, ampak mednarodno že prepoznane upornice iz Palestine, kjer se ona vedno nekako skupaj tudi s člani svoje družine upira temu nasilju izraelske vojske in policije. In sicer tukaj jo vidimo, kako Het Tamimi, to je to dekle z kito, ki grize v roko vojaka, zaradi tega, ker vojak pritiska s kolenom njenega brata ob tla. Mogoče naslednja. Potem je tukaj po neki fotografiji protestov v Koreji, kjer je pač ena gospa, upokojenka, se enostavno usedla in preprečila, se pravi policiji, da gre naprej po ulici. Še mogoče naprej. Pa še to, tudi kar zelo viralna fotografija, to je bil pa shod v Čilu, kjer je bil shod v spomin nad nasiljem, ki ga je izvajal režim generala Pinocheta. In tukaj gre pač za eno pogumno mlado dekle, ki se zoperstavi pač temu Robocopu, kjer je zelo podobna oprema, dejansko zelo znana podoba tudi iz naših ulic. Pa še ta se mi zdela tudi zelo pomemben protest, ki se je na Poljskem dogajal v zadnjih letih, pač ob popolni omejitvi pravic do splava. In tam se je pojavil ta, se pravi, čarni protest, je prav ime gibanja, in one so bile zelo aktivne in v bistvu so protestirale pač za pravico do splava. In seveda tudi gibanje Black Lives Matter, ki traja že nekaj let, ne. In tudi vedno se mi zdeli, ko sem iskala te fotografije za podlago, nekako se mi zdeli pomembna ta sporočila, se pravi te slogani, ki so se pojavili, ki imajo pač ne samo, da pač neka množica in da se ti izpostaviš svojim telesom, sporočila so tudi zelo pomembna. In seveda Greta Thunberg, ne, in njena šolska stavka za podnebje, kako se ona pač sama uspela, se pravi, pognati to veliko mednarodno gibanje in angažirati res množice mladih, ki se potem v podnebnih protestih angažirajo naprej. Tu je pa še po eni fotografiji, na katero sem naletela, čisto neznana ženska tudi iz Palestine. V bistvu je bil shod 1. maja, na katerem ona pač poziva delavce vsega sveta, da naj se ponovno združijo. Se pravi, to je bila serija iz leta 2019. Potem sem pa v bistvu naredila še kar nekaj teh del na temo protestov, in sicer sem v sodelovanju z Mestom žensk naredila risbo Kaj je feminizem, in sicer ki s prikazom protesta in protestniških sporočil prikazuje, zakaj se zavzemajo feminizmi. Podlaga za risbo pa so fotografije iz Parade ponosa in shoda proti politiki sovraštva še iz leta 2018. Potem sledi naslednja, ki sem jo naredila leta 2020, se pravi po fotografijah različnih izpetkovih protestov sem naredila risbo z naslovom Ženske prihajajo, ki prikazuje kolesarke in je z naslovom hkrati tudi poklon kipu Dube Sambolec iz leta 1976, ki pa velja za prvo feministično umetniško delo. Se pravi, potem je bilo pa leta 2021 je pa nastala slovenska risba z naslovom Drugačen svet je mogoč. Osnova za risbo je bila fotografija, ena od velikih petkovih podnebnih protestov, ki so ga organizirali Mladi za podnebno pravičnost leta 2019. Risba prikazuje množičen protest mladih s kopico zahtev in pozivov, nekatere sporočila so dejansko povzeta po fotografijah s protestov, nekaj pa sem jih dodala potem še sama, ker sem skušala zajeti večino aktualnih problemov, ki jih moramo danes kot družba nujno nasloviti in razrešiti. Na risbi mladi od odločevalcev in družbe aktivno zahtevajo korenit preobrat v smeri sistemskih sprememb proti politiki sovraštva, rasizmu in žici. Zahtevajo bolj solidarno družbo, ki je usmerjena v podnebno pravičnost, odrast, spoštovanje različnih življenjskih slogov, človekovih pravic in pravice o svobodnem odločanju o rojstvu otrok. Mladi zahtevajo boljšo prihodnost in niso izgubili upanja, da je drugačen svet mogoč. To delo je bila pa potem osnova za risbo For Radical Change v angleščini, se pravi ta risba, ki je tudi narejena, bila v bistvu posebej potem na povabilo za naslovnico knjige. Protestniška sporočila na risbi sporočajo zahteve proti rasizmu in nasilju nad begunkami in begunci, migrantkami in migranti,
za odprte meje brez žice, za pravico do življenja in dostojanstva, za univerzalne delavske pravice, družbeno in podnebno pravičnost, za pravice do odločanja v lastnem telesu in za pravice oseb LGBTQ plus skupnosti, za skrb za podnebje, zahteve po koncu kapitalizma, koncu nekropolitike in predvsem za radikalno spremembo na bolje, za katero pa upamo in si prizadevamo, da pride. Hvala. Super, najlepša hvala za tudi to zgodovino, te risbe, kako smo do nje prišli. Mi smo pač poznamo tvoje delo zelo dobro in vedno, ko sva se pogovarjali, sva rekla, da ja, moramo enkrat narediti to spremembo, tudi kar se tiče teh praznih, abstraktnih naslovnic, ampak nekaj, kar res ima pomen za prav to temo, ki jo imamo. V redu, jaz mislim, da zdaj še dve kratki predstavitvi naspeljeta proti koncu in sicer bom prosila dr. Jovito Pristovšek, da tudi pove kakšno besedo o svojem lastnem tekstu. Predstavila je pa bom, doktorirala na podiplomskem študiju ZRC SAZU, je podoktorska raziskovalka na Dunajski akademiji za likovno umetnost in docentka na Akademiji za vizualno umetnost v Ljubljani, avtorica monografije Strukturni rasizem, teorija in oblast, Sofija 2019 in je v bistvu sourednica številnih projektov, kot se temu reče v našem žargonu, je kompanjera, kot mi uporabljamo veliko, tudi pri veliko mojih projektov in me to nadvse veseli. In ti predajam besedo, da pač o svojem tekstu poveš kaj. Hvala. Bom kratka. Skratka, izhodišče mojega prispevka je v bistvu nekroestetika. Gre za koncept v relaciji s pisanjem Marine Gržinič, posebej iz teksta iz leta 2018. In v samem prispevku raziskujem, kakšna je v bistvu ta logika nekroestetike in kako se znotraj nje porajajo neke oblike možnega odpora. Zdaj, kaj je nekroestetika? Kot sem že omenila, v besedilu, kaj je estetika nekropolitike, Marina obširno razpravlja o samem razmerju med biopolitično estetiko in nekropolitičnim družbenim, pri čemer ugotavlja, da ta zahodna biopolitična estetika temelji na dejanski smrti in na produkciji dejanskih svetov smrti. In če se skličem tudi na Rizvano Bradley, ki zelo jasno pove, da je v bistvu ta čista oblika pravzaprav posledica popolne črnske smrti. Torej, ta prispevek v bistvu potem sledi temu razmerju med nekroestetiko, med telesom, katerega življenje je v bistvu podvrženo postopku nekega ubijanja. Gre za več referenc, ki se tu pojavljajo in pa seveda v povezavi z samo performativnostjo mesa. Gre mi za to, da v bistvu poskušam razviti branje nekega političnega delovanja, ki pa v bistvu zavrača logiko te normativne kolonialne suverenosti in ni povezano z nekimi oblikami vladanja, nekimi oblikami gospodovanja, neko teritorialno širitvijo in samim kopičenjem lastnine. Vendar, če se skličem na Josepha Wintersa, navajam neločljivo povezano z izgubo, negotovimi dosežki, neuspehom, nestabilnostjo, gibanjem, s preobrnenjem in neke vrste ekscesom, ki se noče asimilirati v operacije in protokole rasnega kapitalizma. Skratka, gre mi za v bistvu branje neke oblike političnega delovanja, ki se ne pojavlja nujno v neki znani obliki, ampak zagotovo kot neka protilogika tej zahodni subjektivnosti, senzibilnosti in aspiracijam. Glavna teza je, da so te sodobne nekrokrajine, ki so v bistvu cone smrti, cone zapustitve, cone plenjenja, cone ekstrakcije, dediščina tako imenovane sublimne kolonialne, estetske, politične, ekonomske in družbene imaginacije, katere logika je v bistvu logika pripovedi brez zločina, če se skličem na Arielo Azoulay, in pa na drugi strani vse večja abstrakcija. Tu se seveda sklicujem na Achilla Mbembeja.
Sredi tega razvoja se pravzaprav nenehno pojavljajo te različne oblike odpora, ki kažejo na tako imenovano zavračanje estetike imperializma. Gre spet za 3 ključne avtorice, ki se pojavijo v mojem prispevku, Dionne Brand, Rizvana Bradley in Ariela Isha Azoulay. In kot pravi Azoulay, potrebujemo potencialno zgodovino plenjenja, umetnosti in pravic skupaj, da bi v bistvu lahko prepoznali, kaj so te oblike političnega delovanja. To je to. Ja, hvala. Sliši se zapleteno, ampak ni. Zato, ker je sestavni del prav teh raziskav nekropolitike. In na koncu je moja predstavitev zelo kratka, in sicer moj tekst, ki ima naslov Tehnologija, belost in zasebna lastnina, gre jasno v smeri nekropolitike, nekroestetike, ampak niti ne toliko nekroestetike, grem v bistvu za raziskavo, da res te zasebne lastnine. Torej, na nek način je zelo marksističen tekst, ne? Kar ni presenetljivo, mogoče to Membeju manjka, to mu je nekako ta minus, ampak marksistična politična ekonomija in vloga te zasebne lastnine je centralna prav za to raziskovanje. Torej, zakaj gre pri tem tekstu? Ima 3 poglavitne dele. Prvi del preučuje posledice tehnologije in belosti. Kaj je to belost? To je to belo državljanstvo, bela lastnina, cela ta struktura belosti. Mi smo vsi tukaj beli, nekaj nas je tudi sivih, ne? Ampak v razmerju do tistih odnosov glede na svet, ki je nasproti nas in ki ga pojmujejo kot drugega, ali ga mi pojmujemo kot drugega, ali ga mi v bistvu delamo za drugega, v tistem oziru smo res beli. In v bistvu ta lastnina in ta relacija do tehnologije je ključna. Drugi del tega teksta obravnava in razširja mestno-umetne inteligence in algoritma. Na nek način se veže na to, kar je Nina govorila, zaradi tega, ker je ta tehnologija in danes sploh ne moremo razmišljati, brez da ne bi imeli to referenco na algoritem, na tisto, kar se preračunava pred dogodkom, in v tem smislu je tukaj tudi vzpostavljena relacija z nekim paradoksalnim statusom umetnosti. Namreč obstaja umetnost, ki nastaja samo v virtualnem, ima povezavo s tistim, kar se v žargonu imenuje NTF, non-fungible token, v prevodu slovenskem bi šlo za nezamenljive žetone, v resnici gre najbolj primitivno obliko privatne lastnine, in sicer tisti, ki to kupi in da svoje ime, na nek način je prav v tej zasebni lastnini in denarju, ki ga je plačal. Samo vsebina dela ne pomeni skoraj nič, in to je nek paradoks dejansko nekega, bi rekla, neke gibanja umetnosti nazaj v začetku, ko je umetnost dejansko bila cehovska, kar je tudi danes, ampak v drugačnem smislu, ko je šlo samo za to relacijo avtorstva in v bistvu je bila neka vrsta povezana je bila z meceni, z denarjem, in kot sodobna umetnost nas uči vedno z imenom, ne? In tukaj je to ime, ampak prek lastnine, kar pokaže, kako je umetnost vključna za neoliberalni globalni sistem, za njegovo politično ekonomijo, in ni več tisto mesto, v katerem sanjamo ali nam omogoča, da pridemo do nekih neverjetnih imaginacij, ampak pravzaprav je striktno povezana s politično ekonomijo neoliberalnega globalnega kapitalizma. In tretji element tega mojega teksta na nek način poveže te 2 liniji in govori izključno o zasebni lastnini, s tem, da v bistvu to poveže z nekrokapitalističnim načinom reprodukcije, v bistvu še bolj natančni obliki. Nekaj več teh zadev je posebej v relaciji do privatne lastnine v smislu telesa, zasuženjenega telesa, o tem, kako lahko v bistvu spremenimo sam govor o tem.
In če rečem in zaključim, ena od hipotez tega teksta ni nič novega, to je, kar v bistvu vsak dan smo v stiku, in to je, da je vsako obdobje kapitalizma pravzaprav ekstremno. Ima ekstremne oblike reprodukcije, ampak vedno znova se nam zdi, da živimo zdaj v tistem najbolj ekstremnem, ne? In točno to vse vodi k tem, da ta tekst poskuša narediti te analize, pokazati, zdaj smo v ekstremnem, kot smo bili pred 20 leti, ampak ti ekstremi se v bistvu menjajo glede na najbolj ekstremnost, tiste oblike kapitalizma, v kateri v bistvu smo, pri kateri sodelujemo in katero tudi v bistvu reproduciramo. Torej, in tehnologija je ta, ki daje kapitalizmu neposreden zagon, ne glede na kakšno obliko tehnologije računamo, zdaj živimo v digitalnem svetu in ta tehnologija odlično funkcionira recimo s finančnim kapitalom. To nekako je ta ideja tega mojega teksta, še tega je malo več, ampak recimo, da je to za danes dovolj za te kratke predstavitve. In Marina, ti, hvala. ja? Mogoče čisto za zaključek. Tako. Proper promocija. Izvod knjige, kot vidite, lahko naročite pri založniku. Na teh flyerjih so navedene promocijske kode s 25% popustom, tako da jaz mislim, da je ta knjiga must have. In seveda hvala vsem, ki ste bili z nami danes na tej manifestativni promociji knjige. Tako, najlepša hvala in se vidimo pri naslednji promociji te iste knjige.